Spoštovane pujske, spoštovani pujski. Dobrodošli v oddaji Pri pujsu. S vami bova sledeče čudovite trenutke preživela simpatični dečko na moji levi maki in pa moja nič kaj manj simpatična malenkost Kristina. Da pa ne bomo preveč besedičili, zatorej kar štartajmo, saj veste, kako pravijo, kdor zapujsati ne zna, ta pa naj ostane doma. Kaj praviš, maki? Točno tako, kot si rekla, Kristina. In najbolj že štartamo v to oddajo, kar z enim legendarnim videospotom slovenske glasbene skupine Pomaranča z naslovom Dajva se dol. Takoj se dava dol. Pišel, ko zdaj še tale band, tlele, ko sem z Melko, kaj ne naredim, bi zdaj pišel. Stari moj, kako bo tole denarja koštalo spet. Halo? Ja? Živa, ti? Smo se zadnjič pogovarjali v zadevo. En band imam zdaj tlele spet. Až kakšno pijačo pripeljo ljudje, bojo prišli, jaz moram ljudem dati nekaj za pit. Dej malo na puf posod. Pa se ne bojo dosti požrli, kaj ne? 4 palete pira pripeljo, pa to je to. Ne platuje, palete, če se da. Čakaj, imam še enkrat. Ok, te palke z ne povičem. Ajde, ajde. Živa! Piši, kaj si prišel. Povej, kaj dogaja? Ma, stari, težave imam, ne veš tako, lej. Denar dobi. Ampak z rockerji ni biznis, stari. Treba dobiti puno. Joške, miniči. Pa komu ga moraš povleči, če ne, ni nič tega, razumeš? Ti mi govoriš to. Lej, poglej, jaz sem šel na tečaj, menedžer, da bom bil velik podjetnik. Denar dobo, prej sem prodajal zavarovanja, prodajal sem, ne vem, Kirbije, Savce, vse žijo sem sem šel na en seminar Smiljan Mol, hotel, en tip tam. Že naredil sem umor, ne? Najbrž je menedžer in prodaja svoje stvari in pravi, show biznis, težki denar. Koliko denarja te band vzame? Stari, to je tako, ko dobiš band na kup, se zmeniš tako. Fantje, cash, oziroma vse skup, kar dobimo, delimo na 3 dele. Čak sem mal, cash. Cash delimo 3 dele? Slava bandu. Okej, slava. Okej. Cash meni. Cash To menedžerji. prikažeš, kot da so to stroški, ne? Ti, veš, da ti smo predavali od Smiljana Mola, da smo imeli enega zelo uspešnega menedžerja, Marko Tejpavca, ne vem, a si slišal? To je največji menedžer na svetu. In on nam je predal in rekel, ne, ti moraš delati z ljudmi fair, ti moraš biti pošten, ti moraš ljudem za to vse plačati, nobenega keša, nobene te matrice, ki smo ti zdaj povedali. Ja, sej moji bendi so prej delali z njim, ne? So bili samo slavni. Slavni so bili, ne? Keša niso imeli niti oni, niti on, ne? A pol je Pavec bil klopov, ne? Ja, halo? Ja, gospa. Kako, da še niso pripeljali omare? Ja, pa sej ste že malo avansa plačali, vidite kaj? Ja, pa ne 2 leti pa pol nazaj, ne. Lejte, gospa, jaz bi se z vam še malo kregal, ampak ne morem, lejte, imam en sestanek pomemben zdajle, ja? Ok, ja, imam pa še en telefon, ja, hvala, čau, ja, dio. Ej, meni še z bivšega biznisa malo leče, jaz sem pač prodajal tele za... Koga, delnice? Pa delnice še niso... Delnice, pa ti mi sem... Stari, delnice. Pa ti si izvirni, delnice moraš še prodati. Nekaj resnega vprašaj. Ok, no, zdaj imam pa še druga stvar, če zanima. Čist o glasbi, ki mi smo tle zaradi glasbe, jebeš keš. Spet le, keš, vse ime, tudi mene denar, isto osebo denar me ne zanima. Jaz delam te zadeve, jaz sem se stopil v ta biznis sem zaradi tega, da bi mi, recimo, pomagali tej glasbi, recimo, Vezen do glasbe. Kdo več rabi pomoči? A rabijo rock bandi pomoč, a rabijo alter bandi pomoč, a rabijo, kaj so že, novo komponovanje, turbo folkeri, Una Lendera, tle smo klub naredili, razumeš, imamo, tle smo dobili opremo, bomo prodajali. Kaj bandi stojijo pred vrati in čakajo? Prihajajo mulci z nekim kitaram, pa bi nekaj igrali, ampak ljudi mi ne pripeljajo nič noter, jaz nimam nič od več. Sej nema veze, itak koliko ne šteka. Tako da ne šteka, ker ljudje, ki mi not pridejo, veš kaj mi oni reče, prva stvar, kaj je, a lahko kadi not? Pijemo. Kar se pa oni gor na odru zmrdujejo, ti si pa tako. Samo da benga ne zanima. Pa to je žalost, pa ti ljudje so štiri. Ti moraš potalati par cigaret za sto in kakšno pijačo dati in reči, da je bend dober. Jaz ne moram več pijače dati, si vidim, prej sem veliko modela klicem, ki prepele pijače, pa sem mi dobro. Jaz sem čist najdel v tem poslu, čist slučajno.
žene, prijatelje je bilo. Veš kaj, ti pobaši cash, ti čim več bendov dobi, obljubi jim, da bojo slavni, da bojo posneli plato, da bojo imeli full špilov, reči tako, gremo 50-50, v deal, vsak da 20,000 evrov. In ti ne daš nič v bistvu, ne? Oni dajo 20,000 evrov, ti potrošiš 500 evrov za snemanje spota, plate, za izdajo narediš 20 CD-erjev, daš 3-4 novinarjem, jih podplačaš, ostali denar pobašaš. Bomo se pol vidimo. Primitivc, hvala ti za nasvete, vse sem rešil. Wow! Hvala! Viš, a tako se to pa dela? Da pa v svojem življenju ne smeš nobenega benda nategniti, da nobenega človeka ne smeš okoli prinesti, da moraš vse delati nekaj pošteno, viš, ampak vse ne vem, pošteno, jih ni moja valina, skratka, 3 stvari si jih moram zapomniti. Cash, playback, tele delnice bomo pol prodajali in pa cash. Če bomo imeli pa cash, bomo imeli pa vse. Torej, naša prva dva sotrpina sta sicer superheroja v akciji, ki pravita, da problemi so, problemi bodo in klinci gleda. Seveda. Torej, fantje, kako ste ki danes? Akcija. Vedno boljše. Vedno boljše, ne? Nič niste ponudili za pit. Bomo o tem mogo pogovarjali pozneje. Ali mikrofon dobro, pustimo. Dobro, fanta, dajte nam sedaj povedati, zdaj po mnogih letih bolj ali manj uspešnega igranja na slovenski sceni, kaj je biti boljše, kot pravite, rocker pod stresom ali tajkun? Najboljše je biti v tajkun. Zakaj? Zbudu se. Ne govori z ljudmi, ki spijo, ker zna biti agresivni, ko se zbudijo. Apliciraš to na sebe ali zgolj slučaj? Ne, to je bila ena znana pesem Baudelaireja iz mlajšega obdobja in sem tako zaslutil, da je bil primeren trenutek, da je povem. Torej, za vami stoji velika korporacija, luzerski band za vas igra. Kaj mora narediti en tak mlad band, da pride po to korporacijo in spozna tega velikega človeka, vašega menedžera, primitivca? Ja, za začetek mora biti velik loser, kar ni tako lahko, zaradi tega, ker marsikdo si misli, da loser se rodiš ali pa lahko postaneš, v resnici pa stoji za tem veliko truda. Mi recimo, da smo dosegli našo raven loserstva, smo trdo garali 20 let, ali še več. Ne sledim pogovoru, ampak če hočeš spoznati primitivca, moraš imeti eno, dovolj, da imaš eno vinilko, ki, evo, odojek na žaru. Dajte ga van, studija! Ja, samo želimo si, da ni bil to vaš menedžer, ne? Največ smo najprej... Ja, mi tudi upamo, da to ni bil on, ker drugače da tako odpustimo. Mislim, takšne prašičje glave si ne želimo imeti v kombinaciji z bendom. Najboljše, da si kar ogledamo, kako ste vi šponali danes. Ne povej. Konec piše. Konec. Da je cel
noči in potem ti glava zaspal. Tako trdo kot lahko mi trupno zaspi. Ok, smo že nazaj, fanta sta še vedno z nami. Dajmo zdaj reči na tole temo nekaj. Izdali ste dvojni CD. Ja, prodaj za 20 milijard evrov. V posebni embalaži. Koliko ste prodali? Mi to ne prodajamo, mi to delimo po internetu. Zakaj ne prodajate, mogoče kriva inflacija, ki je zelo visoka? Ni primerne valute. Katera bi bila? Sicer pa pravite, da tudi največji frajerji včasih popušijo. Kdaj ste vi nazadnje popušili? Jaz sem pravkar glasno. On pa bo kmalu. Se še kadi, se. Pridi sam bližje po mojem. Če se vrnemo nazaj na to vašo embalažo, baje se ta škatla uporablja za podstavek do prsnega kipa vašega najljubšega politika, katerega ste predstavili kar? Jaz sem predstavil mojega najljubšega politika Zajčka Banija, ki je zdaj največji možen pretendent za prestol kraljestva zmage, v katerega spadajo poleg Slovenije tudi ZDA in Francija. Le bajci gipsi, kako zmagal se. Sta ta vajna politika v koaliciji ali v opoziciji? Ja. Toalet. V kompoziciji. Mi gremo naprej, drvimo, hitimo z našo vdajo in poglejmo si anketo, ki smo naredili. Izključite gre. Ti poznaš skupino Zmeljkov? Ne. Ja, ne poznam, ne. Ne. Živa, poznaš skupino Zmeljkov? Ne. Poznate skupino Zmeljkov? Ne. Prvič slišal. Ne. Gostič nikoli videl. Katera žval je to? Pojma. Še nikoli nisem slišal za njih. Prvič slišal. Ne, res ne poznam. Pojma. Ok, dečka, znani modreci so trdili, da bi bil svet veliko lepši, če bi moškim točili manj benzina, ženskam pa manj alkohola. Da ali ne, oziroma obratno? Da, tukaj imamo živ primerek, ki je pil preveč benzina in tankal v avto premalo alkohola. Poletno bradico, kaj bo zraslo. In zato mi opozarjamo, ljudje božji, ne tankajte preveč alkohola v avto in ne pijte preveč benzina. Sicer pa več kot spijete, boljši ste, ne? In bolj se izgledate zvojen. Kako je bilo to v praksi? Je že kdo diplomiran alkoholik ratov? Ne pijemo alkohola, samo kefirje pa vodo. Aha, pa niste več na alkoholu. Nikoli bili. Mi strogo sovražimo alkohol in če se le da, ga zlijemo v kanalizacijo in s tem zastrupljamo fekalije. Pa se mi zdi, da bi ta komad lahko postal Ponarodel ali pa druga slovenska filma, glede na to, da je porasel alkoholizmu, kljub temu, da vi ne pijete še vedno veliko v Sloveniji ali pa vedno večji. Čuj, jaz upam, da bo pozelenev, ne? Zdaj na pomlad itak stvari postajajo bolj zelene in nič ni narobe, če doji kakšen komad, pa če tudi zaradi pesmi pozeleni. V bistvu, poleg tega ste rokili pod stresom, ste tudi slavni, ne? Kaj za vas pomeni slava? Slava je to, da nas ne
izčrpno oblegajo lepotice, ki jim ne moremo reči ne, ampak hkrati vemo, da moramo in poleg tega nam nosijo denarja vseh koncev in krajev v velikih kovčkih v neoznačenih bankovcih v velikem številu. Kaj pa recimo čisto splošno dobite v resnici večji kos mesa? Še ima kakšne čelavčiče ali hrenovke preko vrste? Ja, zadnjič recimo smo dobili eno hrenovko, ki je bila veliko kot kanu. In dejansko smo potem tudi izdobili in se šli z njo voziti po Soči. Se pravi, ste izkoristili vso slavo, ki imate? Tašni smo. Bravo. Ok, mi pa si poglejmo okusaste novice iz Bliske. Danes dopoldne bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa večinoma sončno. Pa to tudi niso glasbene novice. Dolgo so ga napovedovali, decembra pa je končno izšel drugi album domače rokovske skupine Luna Park. Tematsko obarvano in tekstovno bogato CD-ko najdete na prodajnih policah pod imenom Areja. Green Day so opustili jezo nad Bushov Ameriko, frontman Billy Joe Armstrong pa se je posvetil krizi srednjih let in napisal približno 50 pesmi s pomočjo klavirja. Po izidu albuma pa lahko skupino Green Day občudujete na desni rami pevca Omarja Naberja. Lara Baruca je svoj album z naslovom X izdala samo v MP3 formatu. Skupina Good je končno izdala svoj prvenec All Eyes on You. Fantje prisegajo na indie rock. Te dni so posneli tudi videospot za skladbo This Love. Dragi pujski in pujske, še zadnja novica. Legendarna skupina Njet se začasno vrača na koncertne odre. Preminulega frontmana Primoža Habiča bo zamenjal pevec Borut Marolt, vokalist razpadle skupine prisluhnimo Tišini. To je vse z moje strani. Skupina Puddingfields svoj zadnji album Srečni izbranci na radijskih postajah promovira z drugim singlom Kocke. Veliko vprašanje je, na katerih radijskih postajah to sploh predvajajo. Band pa kmalu tudi pri pujsu. To je bilo to. Adijo. Še vedno nismo odnehali, še vedno smo potrpežljivi in še vedno smo z vami. Torej, Smelko, dajte mi povedati, glede na to, da je... To je že nov singel z nove plošče, mogoče? Prosim, če me nekaš prekinjati, Mati, lahko nekaj povem? Lahko? No, glede na to, da je zdaj najpretresljivejši dogodek v slovenskem prostoru ravno ta, da se Rebeka Dremelj ni udeležila nastopa za srbsko Eurovizijo, dajte mi povedati, če bi vi hipotetično zmagali na EMI, ali bi se ustrašili osamosvojitve Kosova, da ali ne? Mi bi se srčno želeli zmagati na EMI, ravno zato, da bi postali podobni Rebeki Dremelj, kajti ona je naša idolica že leta in leta in v bistvu smo se sploh začeli lotevati glasbenega ustvarjanja samo zato, da bi postali takšni lepi in inteligentni in pametni kot ona in simpatični. Kaj vam še manjka, ste že? Manjka nam še umetne joške in dolge noge. Pa zdravo življenje. In zdravo življenje in nekaj talenta. Ja, hrenovke iz prave. Sicer pa Emo ste gledali in sicer ste Emo. Jaz sem hodil z njo v vrt. Emo, z Emo. Pol pa z Mašo. A res? Dobre frendice. In je bila pa moja sodelavka tudi pred časom, zdaj ne več. Pravi Sanja Pevlin. Kako si je pisala? Sanja Pevlin. Grofa? Koliko plošč boste še posneli, namreč ko smo printali vašo diskografijo, nam je zmanjkalo? Toner je zmanjkalo, 14 plošča, Puža, Pluton, Laja, ali kako že je na koncu. Ne, veš kaj, zdaj nekaj časa ne bomo snemali plošč, bomo samo še polagali oziroma vlivali. Kupili smo si manjši mešalci z druge roke od Franka Frkiča in je kakovostna roba, s katero mislimo vsaj še 6 plošč položiti in glede na to, da so dobro plačana ta dela, bomo potem tudi nekaj več zaslužili kot regularno glasbeno ploščo. Drvimo mi naprej, ker nam zmanjkuje počas časa. Poglejmo si še, prečekiramo recenzijo in pa videospot. Juhej! En lep pravličen pozdrav, jaz sem Franci Rogač, naredil bom recenzijo plate Stare P. Zablojene generacije, sem njihov stari, kolega, včasih sem delal v enem znanem lokalu in poznam njihovo pot. Lahko rečem, da je ta plata Mi smo Stare P zelo zanimiva spet,
bi rekel, bolj Green Dayovsko nastrojena. Meni je osebno najbolj všeč seveda tretji komad Metul. Bi skoraj lahko rekel boljši kot original, ne mi zmer Čang Krokovci, ampak tako je dejstvo. Punk še zmeraj vlada, lahko bi rekel, da punk ni mrtev in upam, da teh 11 izvodov, 11 komadov, lahko rečem, da jih boste zagotovo vsi poslušali. In sam Uvitek je, bi rekel, partizansko nastrojen, z ljubeznijo, rdečo zvezdo, torej vračamo se v stare dobre čase in upam, da bojo še vsi ostali, ki bo to poslušali, rekli, zablojena generacija, da so še zmeri zakon. Že sediš na istem mestu, da golobi že mislijo, da si spomenik. Že nimaš kaj početi to nekje na sam krmi. Zaradi taške kociti, spet niso ugodili prošnji, da bi podaljšali dan na 32 ur, da bi se lahko naspal in v miru pojedel in bil pošten, debel nemški tujik.
imeli fino fanti. Včeraj prihajajo. In Super, dekleta. super. Večera je najljubša Stvar, ki Veš, imamo prihaja tudi. Imamo poseben postrežek samo za vas, gledajte tole. Upamo, da je repa. To je 3 tedne fitnesa samo za vdajo pred pulsom. To sveža kri. Pravijo, da se treba začeti nekaj drugače hraniti. Sveža kri. Cena vina ne piše etiketa. Da si prehrambene navade spremenil, žare, neki pravijo, da se je nakrmila v igri. Kar se že pozna. Bio vini. To je genetsko plemenitna prašičja kri. Mislim, da bo kar uvedeno. No, ti pa poskusi. V tem globoko umnem zaključku pa preidimo na realnega, draga moja gospoda. Kot je že povedal Maki, imeli smo se lušno, tudi vi preživite boder preostanek dneva. Sicer pa še Preširen pozdrav našega benda, katerega smisel je ležanje na plaži. France Prešeren! Iščivavo na straži. In Franceto. Hvala, fantje, dajmo... Ker ste prišli zdaj Ni za kdo, ni za kdo. Spoštovane pujske, Smejte se spoštovani lepo pujski, vkolikor ste mladoletni, ne počnite tega sami doma, sicer pa, da bi vam malo bolje kot Prešeren mirneje plavala vaša barka, seveda ne v ekološko-ribolovni coni, mi pa počasi spustimo. Hej, ja! Odpujsajmo! Hvala, adijo! Hej!